Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vam manjka motivacije? Se počutite nemočne? Luka Dončić je bil pri rosnih 22 letih še drugič zapored izbran v najboljšo peterko najmočnejše lige na svetu. Kaj imamo mi od tega, se boste vprašali. Lahko smo ponosni in veseli zanj. Vi pa gledate 142. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, po čem so diplome. Je izobrazba še sestavni del uspeha? Učica, vsegda učica, je nekoč zapovedoval tovariš Lenin. Kako je s tem danes, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in dr. Matevž Tomšič. Dobrodošla. Dober večer. Peter, Matevž, preden gremo na današnjo glavno temo, sicer je tudi to z njo povezano, ampak čeprav vem, Peter, ravno ta hip poteka v Državnem zboru na pristojnem delovnem telesu, obravnava zakona, ki uresničuje na nek način ustavno odločbo, za katero si tudi ti dosti časa prizadeval, namreč glede izenačitve financiranja osnovnošolskih programov. Kakšno je zdaj stanje, malo po nogometno, kakšen je rezultat? Je že konc tekme, glasovanje že bilo, ga še ni bilo? Ta zadeva je zdaj v drugi obravnavi, na matičnem telesu, kot si rekel. Trenutno, ker je to 3. točka dnevnega reda, se je glih sočasno, malo pred Faktorjem, se je začela tale točka. Mislim, da trenutno poteka razprava gostov, če sem prav informiran. Tako da na koncu so pa zaključili z glasovanjem in upamo, da bo šlo na plenarno sejo. Danes večer, če bo glasovanje pozitivno, potem je še glasovanje na plenarni seji in potem je zakon sprejet, ne? Točno tako, ja. In je ta zakon, jaz upam, da bo sprejet, to je treba vedeti, da je že 9. zakonodajni poskus uresničitve te odločbe Ustavnega sodišča. Vložili smo jo leta 2012, to je 9 let nazaj, se pravi, kolikor traja osnovna šola. Sama pravlična števila. Takrat je bil moj najstarejši sin v 3. razredu osnovne šole, danes odhaja v 3. letnik gimnazije. Moj drugi otrok je bil v 1. razredu osnovne šole, včeraj je imel valeto. Imam sicer še 2 otroka, ki ostajata še v osnovni šoli, ampak v tem času sta se zgodili 2 odločbi Ustavnega sodišča, ki sta razjasnili, jaz mislim, da vse dileme, in zato so koalicijski poslanci vložili poslanski zakon, ki po mojem mnenju na tak zelo eleganten, minimalističen način uresničuje obe odločbi, pri čemer pušča trenutno financiranje vseh izobraževanj, glasbenega, srednjega in tudi tistega izobraževanja v osnovnih šolah, ki ni obvezno za učence, na 85%. Ta del je po odločbi Ustavnega sodišča v prosti presoji zakonodajalca in dodaja samo en odstavek, s katerim uresničuje ustavno odločbo tako, da dodaja tisti razliko financiranja za program osnovne šole, ki je za učenca obvezen. Tako da jaz upam, da glede tega ne bo težav, ker tukaj to je pač res najbolj elegantna rešitev, da se zgodba zaključi in da se potem začnemo ukvarjati šolstvom tudi na drugih področjih. Namreč Zofija zdaj tudi za stvari, ki se niso tikale zasebnih šol, poslanci, kot sem slišal, niso upali odpirati, ker je vedno prišla tale kritika. Vi že 6 let niste uresničili odločbo Ustavnega sodišča in to je kršitev 2. in 3. člena Ustave, kar je poudarilo tudi sodišče v svoji odločbi iz lanskega leta. Ja, tako kot sem rekel, en kup pravličnih števil, prevladuje številka 9, tako da upajmo, da se bo ta saga zdaj končno končala in da se res lahko potem posvetimo tudi drugim rečem, tudi vsebini. Ampak mi na Faktorju danes ne bomo čakali na rezultat tega glasovanja, se bomo že danes pogovarjali o našem šolstvu, predvsem verjetno o visokem šolstvu. Matevž, naslov, po čem so diplome? Zdaj, včasih, ko smo še mi študirali, je bila stvar jasna, se pravi, želel si iti na faks, želel si iti na čim boljšo šolo, zato da bi dobil čim boljšo izobrazbo, kar ti bo potem pomagalo pri zaposlitvi, pri karieri in tako naprej. Vidva sta oba zdaj vpeta v ta, sta visokošolska učitelja, sta vpeta v ta visokošolski proces študija, poučevanja. Kako ti danes iz te perspektive gledaš na te stvari, Matevž? Če sklepam po zanimanju za vpis na programe izobraževalnih ustanov, na katerih delujem pa na 3 visokošolskih ustanovah, 2 zasebnih in eni javni fakulteti, potem lahko rečem, da se zanimanje za
visokošolske študije ne zmanjšuje. Ne. Recimo vpis lansko leto, pa tudi prijave v letošnjem letu, ne, so, lahko bi rekel, na precej visoki ravni. Smo skratka zadovoljni z zanimanjem za vpis, ne, in tako da lahko rečemo, da v zadnjih letih nam v bistvu celo raste vpis, ne, kljub covidu, kljub krizi in vsem tem, kar je pač s tem povezano, ne, ni zanimanja za študij nič manjše. So seveda razlike glede posameznih stopenj. Tukaj je recimo mogoče je nekoliko manj zanimanje recimo za doktorski študij, ne, ker je pač to neki večji stroški in podobno povezani s tem, pa pač ja, nekdo, ki recimo za doktorski študij se odločajo tisti, ki že imajo neko stopnjo izobrazbe, ne, in potem ni tak problem to, recimo, tudi če nekoga zanima delati doktorat, to preložiti za par let. Medtem ko recimo za prvo in drugo stopnjo, ne, se pravi za dodiplomsko in podiplomsko stopnjo, magistrsko stopnjo, pa je zanimanja, v bistvu, jaz nimam občutka, da danes ljudem izobrazba manj pomeni, kot jim je v preteklosti. Ja, to drži, ne, se tudi vidimo procentualno, če dalje večji deleži vsakoletne generacije oziroma kohorte se upisujejo, ne, na študij, na visokošolske programe. Peter, zdaj glede na to, no, da nam ta številka pač raste, teh, ki se upisujejo na študij, a imaš ti občutek tudi kot učitelj in sicer, da smo mi to kaj razvrednotili, ali je v bistvu so zahteve družbe, trga dela, modernega sveta take, da pač enostavno se moraš upisati na faks? Ja, kot družba smo izjemno napredovali. Znanje se neverjetno hitro podvaja, ne? In recimo ena taka primerjava, tisto 100 let nazaj je nek inženir znal narediti vse, kar se v inženirskem svetu dalo narediti. Danes tudi približno ni več to mogoče. Imate ne samo različne discipline, imate različne poddiscipline, ki jih težko obvlada en sam človek. Bi pa tukaj poudaril mogoče iz te daljše, širše perspektive dva vidika. Ne. Ja. Najprej, mi zdaj v tem razvitem svetu prehajamo iz družbe, kjer je delavec iskal službo, v družbo, kjer služba išče delavca. Se pravi, visoko kvalificirane podjetja imajo težave znajti z visoko kvalificirane delavce. In te pozicije se tudi, jaz mislim, mladi zavedajo. Drugi vidik, ki bi poudaril, je pa, po čem bi lahko oziroma bi moral vsak bodoči študent vrednotiti svojo fakulteto. In jaz mislim, da tukaj so trije kriteriji. Se pravi, prvi je mogoče odgovor na to vprašanje, ne? Ja. To je nek certifikat, da si usposobljen, to je diploma. Vendar to je samo en kriterij. Drugi kriterij je, kakšno socialno mrežo si boš ti med študijem zgradil. Se pravi, v okolje, kjer greš, je pomembno, da greš v okolje, kjer boš našel neke svoje partnerje. Vsi vemo, ki smo študirali, da so to taka dolgoročna zavezništva, to je tvoj ceh na koncu, to je mreža, kjer je dobro, da ni samo omejena na Slovenijo, da je mednarodna, da imaš to mrežo čim širšo. In seveda tretji vidik, ne, tega, ki ga poudarjamo običajno, so pa kompetence, ki jih boš dobil. Če to zdaj plastično poudarim in to določi potem ceno tvoje diplome. Ne. Če to nekako prikažem, na primer pri iskanju službe, ta prvi vidik, certifikat, ti omogoči, da nekdo sploh te povabi na razgovor, ne, ker verjame, da si kvalificiran, vendar zaradi tega službe zagotovo še ne boš dobil. Ne. Če si bil ti izjemno uspešen pri svojem socialnem mreženju, potem zagotovo ima ta tvoj bodoči delodajalec. Ni nujno, da je to delodajalec, lahko greš ti v podjetništvo in iščeš recimo sklade tveganega kapitala, iščeš nek kapital, da te bo finančno podprl, ne, ima ta tvoj partner bodoči ali delodajalec ali poslovni partner, gotovo prijatelja, ki te pozna. In če mu bo ta prijatelj prišepnil, da si resnično kvalificiran, bo zagotovo naredil vrata odprl širše in na koncu pride ta tretji vidik, ne, ta tvoja kvalifikacija, kjer boš na razgovoru prepričal svojo strokovnost. Ne, in mislim, da moramo gledati vsako fakulteto skozi te tri vidike in menim, da tudi morajo fakultete začeti gledati na te tri vidike in se morajo začeti prosto, se pravi, boriti na trgu tudi skozi te stvari. To je pa mogoče samo, če mi recimo problem, ki ga imamo v Sloveniji na splošno v šolstvu, je v tem, da mi ne maramo primerjav. Ne. Mi rečemo, primerjave so slabe. Ne. Poslušal sem, ko je bila razprava o raziskovalnem zakonu, ne, na razpisih ne smemo točkovati stvari, ne, ker raziskovanje ni tekmovalno. Mi rabimo meritornost. Mi moramo vedeti, kdo je boljši, kdo je slabši. Mi moramo imeti to izbiro
eno je po boljše, slabše, drugo je pa po nekih preferencah. Ne. Zdaj, Matevž, ena značilnost je našega izobraževalnega sistema, namreč praktično 100-odstotna vertikalna prehodnost. Se pravi, ne glede na to, kakšen srednješolski program greš, ko končaš osnovno šolo, ne, pač obvezno, potem se da iti naprej, na koncu teoretično lahko spet prideš do doktorata. Kako recimo ti na to gledaš? Je to pozitivno, je to negativno? Vemo, v tujini ni čisto tako. Ne? Se pravi, ko se odločiš za eno pot, se ta pot nekje konča, pri nas teoretično ti lahko zmerom nadgrajuješ in na koncu prideš do najvišje stopnje akademske izobrazbe. No, jaz menim, da s takšno prehodnostjo, to vrstno prehodnostjo samo po sebi ni nič narobe. Ne? Jaz tukaj zagovarjam, vsaj na tej recimo načelni ravni, zagovarjam nek princip inkluzivnosti na visokošolskem področju. Se pravi, da je mogoče priti recimo iz ene stopne v drugo brez nekih recimo pretiranih preprek, ne, kar pogosto določene visokošolske ustanove rade počnejo zato, da si nekako ogradijo svoj vrtiček, ne, se pravi, da, ker konec koncev, ne, to, kaj bo iz nekoga ratalo, če zdaj malo takole po domače rečemo. Ne. Recimo, že tam na ravni srednje šole, pa tudi potem na faksu, čisto takoj ni mogoče vedeti. Ne. Lahko pač nekdo v srednji šoli, pa tudi na začetku faksa še ne briljira ravno, ne, pa se mu potem odpre in potem najde neko svojo nišo in je potem v tem zelo uspešen. Ne. Tako da ni nujno tisti, ki so najboljši v recimo v gimnaziji, neki zlati maturanti in podobno, ni nujno, da bojo pol najboljši na svojih področjih. Ne. Tako da tukaj jaz zagovarjam to vrstno odprtost. Ne. Je pa seveda odgovornost vsake visokošolske ustanove, da sama vzdržuje neke meritokratske kriterije. Ne, da sama zagotovi, da diploma ni neke vrste potrošni material, če temu tako rečem. Ne, da se da nekdo, ki se vpiše na neko akademsko ustanovo, da ne more pričakovati, da bo prej ali slej tako ali drugače prišel do diplome najprej, pa potem kasneje do magisterija in potem po možnosti nekoč celo do doktorata. Ne. Tukaj pa vendar morajo neki standardi obstajati in višji, kot je nivo izobrazbe, višji morajo biti standardi. Ne. Tukaj pa ne sme biti neke inercije. Ne. V smislu tega, da če je nekdo dovolj vztrajen, pa tudi če ni ravno sposoben, ne, pa tudi če nima ravno nekih intelektualnih kvalitet, da pol že nekako pride. Po sistemu, kdo prej odneha. Ne? Ja, ampak nekako, na tej točki bomo mi odnehali, ampak sam za hip, ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako pomembna za uspeh je izobrazba. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Peter Gregorčič in Matevž Tomšič. Pogovarjamo pa se o tem, kako pomembna je diploma oziroma izobrazba za uspeh. Peter, dostikrat slišimo, ne, se pravi šole, katerekoli že, tudi visoke šole v končni fazi, naj izobražujejo za potrebe trga dela. Ne. Kako ti gledaš na to stvar? Ja, zdaj to se da gledati iz dveh vidikov. Ne. Se pravi, za potrebe trga dela pomeni usposabljati za širše področje, kjer je zaposljivost večja, lahko pa to za nekoga pomeni usposabljati za konkretno podjetje. Ne. Za širše področje tukaj se strinjam, ampak tukaj je smiselno, če se da informacija, da ljudem, da tudi sami vejo, kje so boljše službe ali pa večji ugled v družbi. Ne. Se ni nujno, lahko nekje teže dobi službo, ampak ko jo dobiš, imaš plačo toliko višjo, to je recimo tipično v Sloveniji mogoče z družboslovja, ali pa imaš toliko večji ugled, da več ljudi gre tja, ne? Ker ljudje se vedno racionalno odločamo, razen nekih osebnih preferenc, ki sodijo v svet entuziastov ponavadi. Ne? Drugo je pa za posamezna podjetja, tukaj pa jaz mislim, da se pravi v splošnem mora fakulteta dati neko splošno znanje. Ne? Se pravi, ne da usposablja za konkreten industrijski proces v nekem konkretnem podjetju, ki ima neko konkretno strukturo. Ne? To je potem naloga podjetja, da kasneje delavca usposobi in tudi je znano, da ko neko podjetje nekoga zaposli, nekje tam
8 mesecev je v bistvu ta človek nekako ne daje svojega outputa, ker se more v procese vteči. Ne. In jaz mislim, tudi ta tehnološka podjetja, saj kolikor jih poznamo v Sloveniji, imajo to zelo dobro poštudirano. Običajno so ljudje prvo leto mogoče krožijo po oddelkih, da spoznajo celotno strukturo in se potem pač usmerijo v neko področje, kjer poskušajo dvigniti dodano vrednost še nad tisto, ki že je v podjetju. Ne. Peter, v prvem delu oddaje si rekel, da zdaj služba išče delavce, ne? Včasih je pa delavci iskal službo. Kako to v praksi recimo poteka? Ja, to v praksi poteka, jaz vem za kakšna tehnološka podjetja v Sloveniji, kjer pravijo, da oni bi lahko sprejeli še več projektov, kot jih sprejmejo, če bi imeli več ljudi. Se pravi, njihova produkcija oziroma njihova produkcija je odvisna od tega, koliko ljudi imajo. Ne? Se pravi, ne morejo toliko dela opraviti, kot bi ga lahko, ker nimajo dovolj delovne sile. Se pravi, in prihajamo v obdobje, ko mi praktično ne bomo imeli brezposelnih oseb, brezposelnih, ki so funkcionalno sposobne dela. Se pravi, tisti brezposelni, ki so funkcionalno nesposobni, ne? Ker ne znajo osnovnih znanj, bodo vedno, to so dolgoročni brezposelni. Vendar nekoga, ki je usposobljen, ne more biti brezposeln, razen če res ne bi hotel. In mislim, da se nam to že dogaja. No? Zdaj, Matevž, vemo, ne, zakon pri nas predpisuje, da od brezposelne osebe morajo sprejeti tudi delo, ki zahteva nižjo izobrazbo od pridobljene. Kako ti recimo gledaš na to? Meni se zdi to dosti normalno, ne, da če nekdo pač si izbere nek poklic, ne, pa recimo se potem izkaže, da po njemu ni povpraševanja, se vendarle more nekako prilagoditi okoliščinam. Tukaj pač ljudje nekako ne smejo misliti, da jih služba čaka. Ne. Čeprav v določenih segmentih nedvomno drži to, kar je pravkar Peter opisal. Ne. Se pravi, da v bistvu se morajo podjetja tako rekoč grebst za neke kvalitetne, strokovne kadre. Ne. To nedvomno velja za določena področja. Ne. So pa tudi področja, kjer pa ljudje z neko izobrazbo težje dobijo neko delo, vsaj neko delo, ki bi ustrezalo njihovi stopnji izobrazbe in seveda njihovim kvalifikacijam. Ne. In tukaj v tem primeru more pač ta oseba nekako potem poskrbeti, da dobi neke dodatne kvalifikacije, da pridobi neko dodatno izobrazbo, ne, ali se mogoče preusmeri na neko drugo področje, ne, ali mogoče da izboljša svoje kvalifikacije na prejšnjem področju, ne, in da je potem tam bolj recimo temu kompetitivna, ne, ja, se pravi časi, ko je država nekako poskrbela za različne profile, so mimo. Ne, in tudi tukaj je konec koncev tudi odgovornost celotnega visokošolskega sektorja, ne, da poskuša čim bolj usposabljati takšne profile, po katerih je čim več povpraševanja in ki nekako čim bolj prispevajo k nekemu razvoju, nekim, kako bi rekel, večji, konec koncev tudi večji konkurenčnosti države kot celote. Čeprav seveda v praksi je to težko, ne, ker pač poklicni profili se spreminjajo. Mi danes težko vemo, katere profile bojo najbolj iskani recimo čez 10 let. Ne. To so bolj neke špekulacije. Ne. In tukaj seveda zaradi tega mora tudi sam pedagoški proces postati bolj fleksibilen. Ne. Kar se mene tiče, bi morale fakultete imeti več manevrskega prostora, v smislu tega, da prilagajajo programe, recimo, da postavljajo na noge nove programe, ki so v dani situaciji, recimo temu, perspektivni, ki usposabljajo neke diplomante, po katerih je veliko zanimanje. Ne pa, da recimo par let čakajo na postopke na agenciji NAKVIS, da vas ta stroj zmelje zadeve do konca, ne? Ampak tukaj bi pač bi sistem moral biti bolj fleksibilen. Zdaj, ko se vam zdi, recimo, smo Slovenci dosti prilagodljivi v tem smislu, kot si ti govoril, Matevž, se pravi, da se je treba znajti, da če ni povpraševanja po delovni sili s tako izobrazbo, kot jo imaš, da greš pa nekaj drugega, se mogoče tudi doizobraziš, usposabljaš, si pač iščeš delo na vse možne načine. Se vam zdi, da smo mi dosti fleksibilni ali smo bolj togi, pri tem smo bolj navajeni, da pač to v šolo zato sem hodil in to hočem pač delati?
Jaz mislim, da smo Slovenci kar precej prilagodljivi na vseh področjih. No. To je tudi malo te balkanske mentalitete, ne, znajdi se. Ne. Ja. Tako da jaz mislim, da tukaj imamo kar prednost, bi pa tukaj sam Matevža še dopolnil v tem. Ta splošna znanja so predvsem v tem, da znaš ti kompleksne probleme razparcelirati na manjše koščke in znaš v njih oddaleč razmišljati. Se pravi, da razvijaš tole analitično razmišljanje. Ne. Tukaj imajo recimo tehniške fakultete veliko prednost, ker se to že zaradi svoje narave poučevanja v preteklosti razvijale. So pa seveda tudi v ekonomiji, recimo ekonomija, če hočete vi modelirati neke stvari, tukaj morate poznati matematična orodja. Ne. Tako da tu so stvari, ki so univerzalne, ker to so neka orodja, ki jih lahko ti prilagodiš na katerikoli družbeni problem ali poklic, ki se bo v prihodnosti pojavil in zato recimo sam osebno stavim na ta področja. Ne. Seveda lahko pa, ampak tudi družboslovja to razvijajo, naprimer filozofija, ne, da imaš ti neko logično razmišljanje, ne. Ali pa recimo tudi sociologija, če gre v pravo smer, se pravi, tukaj se ne bi omejeval zgolj na eno področje, pa ga preferiral napram drugemu, ampak bi se omejeval na to, ali nek študijski program se fokusira na to, da se ti na pamet učiš baze podatkov, kar je danes totalni nonsens, ne, ker imaš izjemno dobre iskalnike, rudarjenje podatkov, razvija se umetna inteligenca in si tukaj izjemno učinkovita. Ne. Ali razvijaš neka bazična znanja, se pravi, da znaš podatke povezovati v neke smiselne celote in z tega nekaj predvidevati. Ne. In jaz mislim, tu je tisto vprašanje, kjer se je mogla posamezna fakulteta odločiti. Je pa res, ne, se pravi, podajati neke leksikone, to je najlažje. Telefonski imenik, lahko prideš v predavalnico in ga bereš od začetka do konca. Medtem, ko razlagati neke analitične pristope, ne, tukaj pa mora najprej predavatelj sam pri sebi razčistiti in se usposobiti. In tukaj bomo mogli mi začeti se tudi spraševati, ne zgolj na visokem šolstvu. Ne. Mi bomo mogli to stvar začeti reševati že na osnovnem šolstvu, ampak ne pri učencih. Pazite, mi moramo začeti pri učiteljih, ker kaj jaz opažam na nižjih stopnjah izobraževanja, ne, da stroka poudarja vedno večjo zahtevnost, ki je postala tako visoka, da naprimer neki učitelj iz pedagoškega fakultete dosega njihov nivo znanja. Jaz sem enkrat v zvezku enega svojih sinov videl trditev, ne, da se jakost zvoka meri v decibelih. Ne. To ni res. Jakost se vedno meri v vatih na kvadratni meter, glasno se meri v decibelih, ker je to logaritemska enota, ker človek logaritemsko sliši in tako naprej, ampak to kaže na to, da je bil ta pouk tako visoka ambicija učitelja, da je dosegla njegov nivo znanja. Mi bomo mogli začeti na tem nivoju nam manjka, predvsem na nižjem izobraževanju, se začeti spraševati o tem, kako daleč bomo mi tlačili naše učne, se pravi, naše učne kurikulume, s kako velikimi cilji, ali bomo šli končno na to, da bomo začeli ljudi učiti funkcionalnega razmišljanja. Ne. Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje, ne? Ker nekako velja, da je vsaka naslednja generacija pametnejša, sposobnejša. Že če naše lastne otroke pogledamo, kaj so oni sposobni pri teh letih, ko so zdaj narediti, vprašanje, če smo mi bili. Ne? Kako je pa recimo z vidika pedagoškega procesa, je težko pač temu slediti, ne? Te zahtevnosti. Recimo za ilustracijo, en primer, ki sicer ni s področja izobraževanja, danes sem bral intervju z enim rokometnim igralcem, mladim slovenskim, zelo perspektivnim, tudi na svetovnem nivoju, ne? Ki je rekel, moj idol je bil moj oče, ki je igral rokomet, ampak zdaj je čedalje manj teh na svetu, ki se igra toliko spremenila, zdaj prej jaz njemu kaj povem, kaj so zdaj moderni trendi, ne, če malo poenostavim. A se dogaja tudi zdaj že pri vajinem delu, da študenti so že toliko na takem nivoju, da že sami tudi kaj odkrivajo, da se tudi učitelj lahko kaj od njih nauči? No, jaz sem do te trditve, da je vsaka generacija pametnejša od druge, vendar je nekoliko skeptičen. Okay. Jaz bi rekel, da tukaj vsaka generacija je znotraj sebe zelo, zelo raznolika. Imamo ljudi, ki so izjemno intelektualno, imajo izjemne intelektualne kapacitete, pa so ljudi, od katerih ni kaj dosti koristi, če lahko temu tako rečem. To podobno velja glede iznajdljivosti, kot je bilo prej tvoje vprašanje. Jaz bi rekel, del ljudi pri nas je dosti iznajdljiv, del ljudi je in prilagodljiv, del ljudi pa ni. Tisti, ki nekako od države zahtevajo, da do njih poskrbi, praktično poskrbi za vse njihove potrebe, da jim tako rekoč da službo. To vidimo te razne, ki protestirajo zelo radi naokoli, in v smislu država oziroma vlada, da je to, da je ono, da je tretje. Tukaj ne najdemo neke, recimo, posebne fleksibilnosti. Jaz bi rekel, da nedvomno velja, da glede določenih veščin so nove generacije jih imajo bistveno več kot, recimo, že moja generacija ali pa starejše.
generacije, se pravi, so bolj spretni glede uporabe teh recimo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, naprej znajo uporabljati razne gadžete in podobne, ne. Ampak ja, je pa vprašanje, če je njihovo znanje res nekako bolj poglobljeno. Ali dejansko so bolj sposobni nekega kompleksnega razmišljanja. In to je tudi, ali vse te tehnologije dejansko znajo na nek koristen oziroma produktiven način uporabiti. Ne. Do tega pa priznam, sem vendarle nekoliko skeptičen. Peter, kaj ti meniš? Če bi odgovoril na tvoje vprašanje, ne? Ja. Za visokošolski se pravi študij, načeloma velja, da profesor mora biti habilitiran na področju, ki ga predava. Za habilitacijo se pa zahteva, vsaj na tehničnih fakultetah, da se s tem področjem raziskovalno ukvarja. Kar pomeni, sploh če govorimo za neke specifične zadeve, ne morejo študenti vedeti več kot ti. Če ti to raziskuješ, če si dober raziskovalec, pomeni, da si ti tisti, ki ustvarjaš trende na tem področju. Ne? Pazi, to je čisto drugi koncept šolstva. Ne? Seveda obstaja neka bazična znanja, ne? Kjer pač recimo fizika, matematika, to so neke, načeloma pri fiziki govorimo o tej klasični fiziki, ne? Se pravi, te osnovah fizike, ki jih dobiš študentom, ne moreš nekaj novega, ne? Ker pač Newtonovi zakoni so že toliko in toliko let znani. Ne? Ampak na specifičnih področjih se pa vsaj na naših fakultetah pričakuje, ne, da lahko učiš samo predmet, kjer imaš v zadnjih toliko letih toliko znanstvenih objav. Kar pomeni, da se ti na tem področju v teh letih nekaj novega odkril, dosegel in razumel. Ne? Tako da to je tisti ključen kriterij v visokem šolstvu, ki ga tudi fakultete v svetu zasledujejo. Ne? In tukaj spet govorim tisto, kaj ti da fakulteta. Ne? Fakulteta ti da s tem certifikatom tudi ime. Boljša fakulteta ti odpre več vrat. Ali če govorimo, naprimer, če govorimo o doktorskem študiju, tudi mentor je tam pomemben. Ne? Če imaš ti za mentorja Nobelovega nagrajenca, bo zagotovo ti odprlo to več vrat, kot če imaš nekoga, ki ga nihče ne pozna. Ne? Tako da mi se moramo začeti o vseh teh kriterijih pogovarjati in potem mislim, da bo slika ne bo več tako zelo črno-bela. Zdaj, koliko recimo šteje še izobrazba, diploma v končni fazi, izkaz izobrazbe v javnem življenju, se pravi ljudeh, ki so na nekih javnih funkcijah. Vemo, ne še dolgo nazaj smo imeli primer poslanca Državnega zbora, poslanca Desusa Branka Simonoviča, ki se mu je očitalo, da naj bi falsificiral diplomo, kar se je kasneje izkazalo kot pač neresnično, kot preprosto lažna novica. On je tudi objavil to fotografijo te svoje diplome, ki zdaj lahko tle pokažemo. Zdaj je to tujina, takrat je to bila še Jugoslavija, skratka zdaj pač to v tujini. V Zagrebu je študiral. Koliko se vama zdi, da je to še pomembno? Se pravi, koliko ljudje damo na to, da so neki nosilci pač javnih funkcij, da so izobraženi, da lahko izkažejo svojo izobrazbo, da jih sodimo po teh nekih kriterijih, ne pa po kakšnih drugih. To je dosti odvisno od tega, za kakšno javno funkcijo gre. Ne? Če gre recimo za funkcijo, ne vem kaj se rečemo, ustavnega sodnika, naprimer, tukaj seveda je potrebna neka ustrezna izobrazba ali pa za neke vodstvene funkcije raznih agencij in podobnega, tak isto. Ne. Če pa imamo recimo te politike v tem, recimo temu bazičnem smislu. Ne, na voljenih funkcijah. Na voljenih funkcijah, to je pa konec koncev v tem primeru je pa to manj pomembno, ker pač volivci so tisti, ki nekako presodijo, kdo je tisti, ki najbolje zastopa njihove interese. Ne? In ja, ni nujno, da je uspešen politik tisti, ki je zelo izobražen, in seveda velja tudi obratno. Ne? Ni vsak, ki ima ne vem kakšne titule, ne? Ki ima ne vem, več doktoratov, ne? Da bi bil uspešen politik. Ne? Včasih je to velja celo obratno, ne? Da ljudje, ki so zelo akademski, ne? Niso ravno za to recimo klasično politiko, ker vendarle pač politika in znanost sledita dost različnim logikam. Ne? Se pravi, to principi, ki jih nekdo v znanosti zasleduje, so precej drugačni, kot so tisti, po katerih funkcionira politično področje. Peter, ti se dosti srečuješ oziroma si se srečeval s politiki tudi zaradi te pač ustavne pobude in zdaj tega procesa sprejemanja ustreznih zakonskih rešitev. V teh svojih recimo kontaktih, interakcijah, kakšen si dobil vtis? Njim je to področje izobraževanja pomembno, jih zanima pač tudi izobrazba in tako naprej. Res je, ti se v glavnem pogovarjaš z njimi v osnovni šoli, vemo, tista priljubljena krilatica, na osnovno šolo se vsak spozna, kaj je vsak naredil. Glej, jaz recimo
izobrazba pri meni ni prva stvar, po kateri sodim človeka. Ne. Jaz vedno pravim, če ti ne znaš biti najprej človek, potem lahko imaš, kar želiš, nazivov, ali pa recimo zelo lepa prispodoba mi je, se pravi tale procedura habsburškega pogreba, ne vem, kdo je pozna, naj pogleda na internetu, kjer na koncu odprejo vrata, kako povejo tvoje ime, ne tvoje titule. Ne. Tako da čez to gledam in jaz vedno ljudi ocenjujem skozi to, kako se zmorejo interakcijo spostaviti, ali znajo biti empatični, ne. In tukaj je meni to ključno. Izobrazba je potem druga, pač lahko rečem, on se pa to spozna, se je to študiral. Ne. Ampak moj kriterij življenjski nikdar ni izobrazba, tudi pri sebi jo ne maram pretirano poudarjati. V strokovnih krogih seveda, če me kdo naziva, tudi v redu, ampak kot sem rekel, no, jaz gledam bolj na druge osebne lastnosti. Je pa izobrazba pač neka zgodba, ki te formira. Zdaj, nekdo to naredi čez fakulteto, kot sem rekel, naredi lahko svojo socialno mrežo, dobi neka znanja, kompetence, drugi to naredi čez posel, tretji je naredil čez eno tretjo pot, ne. Recimo en Luka Dončić je naredil krasno kariero, pa nima izobrazbe, ne. Ali pa recimo nima še končane, pa tako nima doktorata, karkoli. Tako da ljudje smo zelo različni, je pa pač to neka pot, ki je ustaljena, ki je vsem na voljo in večina gre čez to formacijo, ker najlažje iti, ne. Imate pa izjemne posameznike tudi, ki so bili lastniki velikih svetovnih korporacij, ki naprimer niso zaključili fakultete. Tako da jaz čez te oči resnično ne želim ljudi presojati na prvo žogo. No. Če se mogoče dotaknemo še malo, kaj je epidemija prinesla v pedagoški proces, nekako velja, ne? Posebej v visokem šolstvu, da bolj, ko je ta individualiziran, boljše rezultate daje. Zdaj, veličino časa v preteklem letu, dveh je bilo vse nadaljavo, ne? Kaj to je pomenilo tudi z vajenega čist osebnega vidika? Je bilo tu več individualizacije, manj individualizacije? Kako sta videla te spremembe, ki jih je prinesla epidemija in ali mislite, da bodo te ostale, da bo kakšna stvar ostala ali se bomo počasi vrnili v prejšnje stanje? No dobro, če jaz izhajam spet iz lastnih izkušenj tukaj, oziroma izkušenj tistih ustanov, na katerih delujem, ne, bi rekel, da smo se temu tako predavatelji kot študenti dosti uspešno prilagodili. Ne. Tudi recimo ocene študentov oziroma odzivi študentov na to so dosti, kako bi rekel, pozitivni, ne. Nekaterim je to celo bolj ustreznejše, ne, ker konec koncev ljudje, ki recimo ki niso iz kraja, kjer poteka študijski proces, oziroma je prej potekal v klasični obliki, ne, so vendarle kar nekaj časa porabili za to, da so se vozili od doma do tja in nazaj. Ne, tako da na nek način je to lahko ustreznejše, vendar pa jasno pa je, ne, da tega osebnega stika vendarle ni mogoče povsem nadomestiti z tehnologijo, ne, da za določene pedagoške vsebine, ne, pa je pa ta osebni stik nujen, ne, ker jaz nekako ocenjujem, da prihodnost visokošolskega izobraževanja bo v kombinaciji enega in drugega. Ne, in da študij nadaljavo seveda bo ostal z nami, ne samo zaradi epidemije, ne, ampak tudi zaradi drugih razlogov, tudi čist v določenih primerih z vidika praktičnosti, ne, hkrati pa ja, ne, tudi ta osebna interakcija bo pa tudi še vedno obstajala. Peter? Ja, tukaj bi se zelo strinjal z Matevžem. Jaz tudi mislim, da tale hibriden način bo ostal, ker je zelo praktičen. Naj povem, da mi smo že daleč pred epidemijo imeli nek projekt, kjer smo imeli 3 ali 4 evropske univerze skupne, se pravi poskuse preko spleta, ne, tako da so nekje na drugem koncu Evrope študenti delali eksperiment pri nas. Zdaj nam je to znanje seveda prišlo posebej prav, kar je pa poudaril. Ta tehnologija zdaj za snemanje v predavalnicah. Ne pozabimo, boljše tuje univerze, vsaj kar se tiče tehnike, objavljajo svoje predavanja na spletu. Jaz mislim, da to bistveno dviguje kvaliteto učnega procesa in imajo večino predavanj svoje študente pa znotraj dostopne. In jaz upam, da vsaj ta produkt bo ostal, ker seveda študent, ko se uči, mogoče lahko s tem posluša še enkrat svojo razlago. Bi pa tukaj poudaril,
da ni ključna zgodba učitelja to, da samo da predava. Ne. To je enkrat nam en profesor zelo lepo rekel, v prihodnosti bomo lahko naredili hologram, se pravi 3D predstavo predavatelja, ki bo bil posnet in bo predaval. Ne. Dajte me spraševati. Ključna je v interakciji med študentom in učiteljem, da se pravi študent postavlja učitelju vprašanje in ta na njih odgovarja. Jaz mislim, da je ključni del pedagoškega procesa, ki pa je s to tehnologijo tudi mogoč, ne čisto povsod, recimo mi smo bili malo prikrajšani z eksperimentalno delo, čeprav smo ga tudi izvedli, ne. Tako da to so ključne stvari, no. Tudi kot sem govoril recimo z MIT-jem v Ameriki, oni so imeli tudi zaklenjene šole, nismo jih imeli samo mi, ne. Tudi oni zdaj vračajo v to normalno okolje in glavna težava so eksperimentalno delo, no. Ta interakcija, o kateri si govoril, Peter, je tega zdaj več ali manj, ker dostikrat slišimo posebej za slovenske študente, recimo, da ne sprašujejo dovolj, da niso tako proaktivni kot mogoče kje v tujini. Zdaj, ko to poteka nadaljavo, je te proaktivnosti še manj ali se kdo mogoče bolj sprosti, pa zaradi tega, ker to poteka nadaljavo, lažje kaj vpraša kot pa prej? Jaz osebno mislim, to stvar predavatelja. Mene izjemno moti, da študenti ne sprašujejo, zato se ustavim in takrat želim imeti feedback. In sprašujem toliko časa, da ga dobim. In sem to naredil tudi preko Zooma. Ne. Seveda, če pa zdaj rečeš vsem, da moraš izključiti mikrofone, lahko na njih pozabiš in odpredavaš. Tako da jaz mislim, ta misel ni stvar samo študentov, to je stvar predavatelja. Jaz pravim interakcijo, tista, ki je najboljša za študente. To ni naloga študentov, to pogruntati. To je vedno stvar pedagoga. Pedagog mora vedeti, kako bo študenta pripeljal do njegovih maksimalnih zmožnosti, uresničiti njegove talente in ga mora k temu aktivno spodbujati. To velja od osnovnošolskih učiteljev do visokošolskih profesorjev. In jaz mislim, da se tega vsi predavatelji ali pa veliko predavateljev premalo zaveda in jamre, študentje niso aktivni. Če študentje niso aktivni, si ti prvi, ki si poklican za to, da jih temu spodbudiš. Da jih spodbudiš k temu, pač ti ustaviš predavanje in vprašaš vprašanje in prej slej ga boš dobil, ne. Potem se bodo študenti tudi upali spraševati in potem je pa res, da to potem teže predavati, ne. Ker potem ne moreš nekaj znati na pamet, ampak lahko dobiš tudi vprašanje, katera moraš reči, ne znam odgovoriti, moram si pogledati odgovor naslednjič. Torej, to je resnično odločitev pedagoga in o tem se tu pravim, to je kritika ali pa naloga pedagogov, ne samo študentov samih po sebi. Ne. No, po mojih izkušnjah tukaj ni bilo kakšnih velikih razlik med predkoronskim obdobjem in zdaj, ko smo vse to počeli online, ker kot je rekel že Peter, pač to je odvisno od predavatelja, pa tudi odvisno je od študentov. Ne. Tudi skupine študentov se med sabo lahko precej razlikujejo. Ne. Recimo že jaz, ko predavam na recimo celo znotraj iste fakultete, ne, imamo lahko eno skupino pri enem predmetu, ki je zelo interaktivna, zelo komunikativna, potem je pa skupina pri nekem drugem predmetu, ali pa nekem drugem programu, nekem drugem letniku, ki je pa zelo pasivna. Ne. Tako da tukaj tudi predavatelji, seveda, ja, to drži, ne, da morajo oziroma moramo storiti vse, kar je v naši moči, ne, da spodbujamo to interakcijo, vendar pa tukaj čudežev pa kljub vsemu ni mogoče delati. Ne. Če pač nek študent če so pasivni, ja, prisile tukaj ne moremo izvajati. Vsaj recimo jaz osebno zelo nerad se poslužujem takih prijemov, ne, tako da, ja ne, pač za interakcijo sta potrebna dva, ne, tako da, oziroma jih je potrebno več. Ne. Če se mogoče za konec še pohecamo, mi trije smo še iz generacije, ki so bili še indeksi v fizični obliki, ne. Gledalke, gledalci, inskripcijo dobite za današnjo oddajo, za oceno pa morate še kaj potem, ko bo konec, v njej razmišljati. Dr. Peter Gregorčič, dr. Matevž Tomšič, najlepše hvala za vajine komentarje. To je bil o naših diplomah že 599. Faktor na TV3. Jutrišnji Faktor tedna v jubilejni 600. oddaji pa bo kar naša ljuba Slovenija, ki praznuje 30 let. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.